Vsi vemo, kako pomemben je izvoz za slovensko gospodarstvo. Mi smo naredili obračun, da tako rečem, za prvo polletje letošnjega leta, ugotovili, da smo okrog 50 aktivnosti namenili pomoči slovenskim izvoznikom pri osvajanju novih tržišč oziroma krepitvi položaja na obstoječih trgih. Okrog 2000 slovenskih podjetij se je udeleževalo naših aktivnosti in kar nekaj je bilo tudi odmevnih, predvsem delegacij v tujino, ki smo jih izvedli. Pred kratkim smo se tako z 15-člansko delegacijo vrnili iz Irana. To je trg, ki je sicer predvsem na udaru predvsem Evropske unije, Združenih držav Amerike zaradi sankcij, pa vendarle tam podjetja poslujejo iz celega sveta, tudi iz Zahodne Evrope in so priložnosti tudi za slovenska podjetja, nedvomno. Bili smo v prvem polletju letos z močno delegacijo v 3 industrijskih središčih Turčije. Bili smo seveda tudi prvič po kar dolgih letih v Braziliji in to je še ena v nizu tako imenovanih držav iz skupine BRIC, ki je pravzaprav zaenkrat še relativno neusvojena z vidika slovenskega gospodarstva. Kar nekaj aktivnosti smo podjetjem omogočili tudi glede povezovanja kontaktov na ostalih trgih. Seveda so pomembni tudi naši sosednji trgi, tako Avstrija, Hrvaška, pa v Nemčijo smo imeli tudi delegacijo. Pa vendarle mislim, da v iskanju novih priložnosti, v iskanju novih trgov so vendarle pomeni malce oddaljenejši trgi, kjer so resnično priložnosti. In eden izmed takih je tudi Irak. Mi smo pred kratkim na gospodarski zbornici gostili delegacijo iz Iraka. To je prva delegacija po vojni v Iraku. Razmere se tam urejajo, razgovori s slovenskim podjetji so bili, mislim, da zelo pozitivni. Predvsem pa je pomembno, da smo vzpostavili prvi kontakt, da smo nenazadnje tudi podpisali sporazum z Združenjem delodajalcev oziroma menedžerjev iz Bagdada in to so vse majhni koraki v prizadevanjih za krepitev poslovanja med Slovenijo in Irakom. Jeseni pripravljate gospodarsko delegacijo v Irak, kaj so pa še drugi načrti? Torej, seveda se oziramo po tistih trgih, kjer so priložnosti za slovenska podjetja, pa mogoče niso tako blizu, niti niso enostavna. Ravno zaradi tega so naše aktivnosti usmerjene v povezovanje in slovenskih podjetij, po drugi strani pa tudi navezovanje čim boljših kontaktov z institucijami v teh trgih. Omenili ste Irak, to je nadaljevanje poskusa ponovnega vstopa slovenskih podjetij na ta trg. Ob tem smo nekje računamo, da je ta pravi trenutek, da spet bolj pogumno vstopimo na trg, se pravi v Egipt, tudi tja računamo in imamo planirano gospodarsko delegacijo. Seveda bomo nadaljevali aktivnosti tudi za iranskim trgom, načrtovani sta tudi delegaciji tako na Kitajsko kot v Indijo in nenazadnje konec septembra planiramo tudi gospodarsko delegacijo z poslovnimi konferencami in predvsem razgovori med podjetji v Južnoafriško republiko. In to je še zadnja pravzaprav država iz skupine BRICS, ki jo doslej še nismo osvojili tako, kot bi jo morali, vsaj ta začetni, da rečem, informativni značaj, tako da upam, da bomo tudi tukaj dobili številne informacije koristne, predvsem pa konkretne kontakte za slovenska podjetja, da bodo bolj pogumno vstopila tudi na ta južnoafriški trg. Pri internacionalizaciji slovenskega gospodarstva ste danes posebej poudarili sodelovanje med slovenskimi podpornimi inštitucijami. Tako je. Mislim, da jaz osebno, pa tudi ostali si na zbornici resno želimo in pričakujemo pravzaprav, da bomo vendarle vse inštitucije, naj si bodo to zbornice, poslovni klubi, pa seveda gospodarska diplomacija, JAPTI in ostali stopili skupaj. Mislim, da so razmere več kot resne, da je skrajni čas. Jaz tudi računam na to, da bodo pomembno vlogo tukaj odigrali na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologije. Mislim, da so zdaj na pravi poti s pripravo dokumenta Mednarodni izzivi 2013 in pričakujem, da bomo resnično v prihodnjem letu pa še prej delovali usklajeno, koordinirano z nekimi jasnimi cilji, pravzaprav v korist in dobrobit slovenskih izvoznikov. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, magister Samo Hribar Milič, pa je poudaril. Kar se tiče samega izvoza, naj še enkrat poudarim, da je slovenski izvoz še vedno gonilo gospodarskega razvoja, da smo lani, bom kar še jaz to poudaril, pa verjetno boš tudi ti, izvozili skoraj 25 milijard evrov,
To je več, kot smo izvozili leta 2008 in tudi še enkrat več, kot smo recimo izvozili še leta 2000. Da pa je seveda, ko pogledamo v podrobnosti, slika tudi pri izvozu zaskrbljujoča, ker preveč izvozimo samo na nekatere trge, premalo izvozimo izdelkov z visoko dodano vrednostjo in pa predvsem vse manj je tistih vitalnih izvoznikov, na katerih sloni vse večji del slovenskega izvoza. Še leta 2008 je slovenski izvoz v 85% realiziralo 850 podjetij, lani je 85% slovenskega izvoza realiziralo samo še 600 podjetij. Dejal je še: Mi si želimo, da bi se pa napovedi za leto 2013 ne uresničile, da bi tudi ukrepi na področju gospodarske promocije v tujini pripeljali do tega, da bo izvoz ponovno postal gonilna sila slovenskega gospodarstva in da bomo lahko že kratkoročno opazovali množičnejše nastopanje Slovenije v tujini, bolj organizirano nastopanje Slovenije v tujini, večjo povezanost gospodarskih subjektov za nastopanje v tujini in predvsem celovito in mnogo bolje kot do sedaj vodeno strategijo krepitve blagovne znamke Made in Slovenija v tujini.